Folklorne skupine z Dolenjske in Posavja so letos pripravile že 8. mednarodni folklorni festival Slofolk. Poleg 4 domačih folklornih skupin so letos nastopile še skupine z Češke, Makedonije, Latvije in Srbije. Prvič smo prisotni na tem za nas tako velikem festivalu Slofolk. Zelo smo zadovoljni tako z organizacijo kot organizatorji. Do sedaj gre vse po načrtu, mislim, da tudi njim ni žal, da so nas povabili. Naša folklorna dediščina je sicer nekoliko drugačna od ostalih. Drugačiji od ostalih zemalja, tako da mislim, da je za sada sve u redu. Skupine so se predstavile v Artičah, Šentvidu pri Stični, Šmartnem pri Litiji in Novem mestu, kjer so poleg njih nastopile tudi domače folklorne skupine. Namen je druženje, izmenjava izkušenj. V prvi vrsti je pa predstavitev naših plesov gostujočim skupinam, a gostujoče skupine, da pa nam predstavijo njihove plese, običaje, navade, šege. Eno izmed teh je izmenjava kulturne dediščine z drugimi državami iz Evrope. Druga pa je ta, da gremo na potovanje vsako leto v tujo državo, kaj ne? Se bienalno izmenjujemo, tudi zaradi finančnih sredstev, pa zaradi porabljenega časa in tako, ampak tako na vsako drugo leto je super. Nam ustreza tudi tako, no? Da se lahko tudi privoščimo pol gostovanje v tisto skupino, v tisti skupini, katero gostimo. Letos gostimo Srbijo in se že veselimo, da gremo julija k njim. Največ, kar smo odnesli neke velike zalogaje organizacijske, potem sodelovanje med drugim skupinam, ker to zmer nekaj usklajevati, več skupin naenkrat skupaj v neko časovne urnike je zmer zelo zahtevno. Tako da zdaj mislim, da smo se že najbolj z tega veliko naučili. No. Drugače pa največ, kar z tega potegnemo, pa druženje, pa spoznavanje druge kulture, prepletanje rečemo drugih držav med sabo, da se spoznavajo, da se družijo, pa potem vse vzajemno, ne, rečemo, izmenjava. Rečemo, najbolj temeljimo v tem, ne. Največ, da se organizacijsko, da se spoznavamo in da se izmenjujemo med državami v tem gostovanju. Gledamo, kako so druge države razlikujejo glede teh folklornih, ne, in dosti je prišlo že do tega, da se mi zdi, da določene države so še vedno folklorno usmerjene, da se držijo nekih tradicij, nekatere so pa že tako raznolike, da se že obračajo bolj stilizirano, bolj na publiko, da ugajajo publiki in pozabljajo ali pa zanemarjajo toliko tisto tradicionalno kulturo, no, plesno. Odprtje festivala je sicer potekalo v Artičah. Je bil uspešen, tudi odziv publike je bil super, ker skupine so zelo dobre, tako plesno, res kvalitetne. Organizacijsko je za nam, tako da je lažje, zdaj pa se samo trudimo, da pomagamo še drugim skupinam. Kar se pa kulture tiče, mi pa tradicionalno folkloro tako držimo to najbolj v tem, pa se trudimo približati še druge države, recimo naši slovenski kulturi in jim to s tem pokažemo, ker se zmer bolj ko ne čudijo, kak je slovenska kultura različna od drugih in čist posebne neke tradicionalne plese, ne, jim zmer pokažemo. Slovesen zaključek festivala pa se je zgodil v Novem mestu, kjer dajejo poudarek predvsem na dolenjsko folkloro. Imamo pa tudi Štajersko, Prekmurje, Belo krajino, Primorsko, nekako Gorenjsko, še tipljemo, ampak bo tudi to prišlo na vrsto. V Šentvidu pri Stični folkloro gojijo že 20 let. Delujeta otroška in odrasla skupina, v vsaki pa je po približno 20 folkloristov. Plešemo plese iz dolenjskih koncev, gorenjskih, štajerskih, prekmurskih, belokranjskih, tako da imamo kar širok spekter. V Šmartnem pri Litiji pa se s folkloro ukvarjajo že 33 let. Za sabo imamo veliko projektov uspešnih, udeležujemo se pač revij tudi na državnem nivoju, gostovanja. Plešemo različne splete v različnih slovenskih pokrajin, tako da imamo tudi 7 do 8 različnih narodnih noš, premoremo 8 do 10 parov, smo povsem ljubiteljski. Delujemo s srcem, bom rekel, ker drugače ne gre. Ne zahtevamo nič za plačilo, za nobeno stvar, ampak smo izredno veseli, da se lahko družimo, da ohranjamo to naše slovensko skromno izročilo, ampak ki bo šlo iz roda v rod. Festival je sicer nastal na pobudo folklornega društva Kres iz Novega mesta. Z njegovim razvojem so v društvu zadovoljni. Čeprav mogoče se ni v Sloveniji še tako dobro prijel, kot recimo Lent ali pa kateri drug festival, ampak polahko napredujemo, no, tako da ni problema.
Pri festivalu sicer stalno delujejo 3 skupine, 2 pa se vsako leto izmenjujeta.